Živijo, gospod Godler. Ker prihaja 1. maj, praznik, ki je najbolj zaznamovan s pečenjem na žaru, sem se odločil, da bom ta teden preizkušal kvaliteto in okus slovenskih čevapčičev. Ker pa je to seveda še vedno politična oddaja, sem se odločil, da ne bom preizkušal čevapčičev običajnih proizvajalcev, ampak čevapčiče, ki jih proizvajajo nekatere slovenske stranke. No, prvi čevapčiči, ki sem se jih odločil testirati, so NSI čevapčiči. Tu piše nebeško dobri, rahlo blagoslovljeni in pripravljeni na uporabo. Obvarujte tako njih kot sebe pred peklensko vročino. Sklepam, da je s tem mišljeno, da jih pečemo na nedirektnem ognju. Pred zaužitjem priporočamo molitev. Vonj je lep, moram priznati. Skoraj malo kot po tistem kadilu, ki ga imajo pri maši. Okus tudi ni napačen, ampak me skoraj malo spominja na... Čakajte, ker so to koščki hostje v čevapčiču. Potem naslednji proizvajalec je stranka SD. Ja, še prodajamo čevapčiče. Okus je precej klasičen, kot da že lep čas proizvajajo ene in iste čevapčiče, pa če jih kdo hoče ali ne. Piše tudi, da so prejeli nagrado za najboljše čevapčiče leta 2008. Ja, se kar malo čuti, da že lep čas niso ničesar zmagali. Mogoče bi mogli malo spremeniti recepturo, to mi deluje že malo preživeto. Naslednji so SNS čevapčiči. Na embalaži piše, narejeni od Slovencev za Slovence. 100% svinjina, pa če ti kaj ni prav, se preseli nazaj. Te so pa kar jezni. Bi ga poskusil, samo po vonju se mi nekako zdi, da bo ta čevapčič malo preveč pikanten za moje okuse. Ne vem, zakaj jih rajši malo ne omilijo. Mislim, da s tako intenzivnostjo več ljudi preženejo, kot pa pritegnejo. Naslednji čevapčiči so od stranke Desus. Ekstra mehki za lažje žvečenje. Lahko vsebujejo sledi banane in odvajal. Ni zakaj. Ok. Okus je nekam čuden, že skoraj po naftalinu. Čakaj, so te čevapčiči čez rok? Naslednji čevapčiče proizvaja SDS. In sicer pravijo, da so narejeni po originalnem, tradicionalnem slovenskem receptu. Ja, to bi kar nekako rekel, ja, ker to niso čevapčiči, to je krajinska klobasa. Na embalaži piše, poskusi, kot čevapčiči, ampak boljše. Priporočamo uživanje z domačim vinom, našo vinsko listo pa najdete na jelkagodec.si. Naslednji čevapčič, ki ga bom preizkusil, proizvaja Svoboda. Da vidimo. Ne vem, na embalaži piše, da so to najboljši čevapčiči v zgodovini Slovenije. Ampak meni osebno se ne zdijo nič posebnega. Skoraj nekaj, kar sem že videl prej, samo malo drugače zapakiranega. A ja, ni čudno, se piše tukaj gor, polni in proizvaja SD. Pa z velikimi tiskanimi črkami niso SDS čevapčiči. Navodila za uporabo pečemo na električnem roštilju, mogoče da to napaka. Po zaužitju čevapčičev Svoboda priporočeno gibanje, sprehod, tek, ples. Ne vem, jaz sem teh čevapčičev iskreno že tako sit, da mi pa res ni do plesa. No, naslednje čevapčiče, ki jih bom preizkusil, pa proizvaja Levica. Zdaj ne vem čisto, kaj je tu narobe, ko sem jih jaz dobil, so bili še združeni, zdaj pa kar nekako razpadajo naenkrat. Gor piše, čevapčiči za delavski razred, narejeni iz 100% soje od 35-letnih študentov Filofaksa. Primerni tudi za LGBTQIA+ piknike. Razdeljeni v porcije, da lahko vsi dobijo enako. Pozor, redna uporaba lahko povzroča stradanje. Te bom mogoče pustil, da kar vi ocenite po okusu. Naslednji na vrsti so čevapči.či. Aha, te so verjetno od resni.ca. Narejeni izključno iz necepljenega goveda. Proizvaja Zoran Stevanovič. Pakira Zoran Stevanovič. Distribuira Zoran Stevanovič. Ne vem, če dela vse sam, ker je on tako neverjetno sposoben ali ker nima prijateljev. No in zadnji čevapčiče, ki jih bom danes testiral, pa proizvajajo Pirati. Tu gor piše, zavzemamo se za efektivno transparentnost proizvodnje in pakiranja naših čevapčičev, bolj odzivne in vključujoče piknike ter svoboden in nevtralen žar. Ok, mislim, zveni lepo, ne rečem, ampak embalaža je prazna. Če vprašate mene, bi se tukaj mogoče morali malo manj osredotočati na predstavitev in malo več na vsebino. In to so bili vsi čevapčiči slovenskih strank. Zdaj, kateri so najboljši, se skoraj malo težko odločim, ker je to vseeno stvar okusa. Tako da, če ste bolj iz podeželja, vam bojo mogoče bolj všeč SDS ali pa NSI čevapčiči. Če ste iz mesta, bolj SD ali pa Svoboda. Levica vam bojo bolj všeč, če ste iz FDV-ja. Ampak karkoli se že odločite, jaz vam želim lepo praznovanje 1. maja in se vidimo po počitnicah. Hej, preden greš,
klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.